nogometa v Trbovljah. Dobrodošli v Zasavskem muzeju Trbovlje. Na razstavi igra postaja zelo napeta in živahna, 100 let organiziranega nogometa v Trbovljah. Nahajamo se v Zasavskem muzeju na tej razstavi, katere avtor sem jaz, kustos Žiga Blaj. Razstava je zgrajena na 3 dele, in sicer v prvem delu so predstavljeni osnovni elementi nogometne igre oziroma osnovna pravila nogometne igre, pravila fair play in pomen nogometa za lokalno skupnost. Nato je razstava razdeljena kronološko, in sicer na obdobje med obema vojnama, ko so se v Trbovljah ustanavljali prvi nogometni klubi. Razstava se nadaljuje z obdobjem po drugi svetovni vojni in nastankom nogometnega kluba Rudar Trbovlje in je členjena po dekadah. V vsaki dekadi so izpostavljeni najzanimivejši dogodki. V zadnji sobi pa se nahaja obdobje od osamosvojitve do danes, kjer je predstavljeno zadnjih 30 let delovanja nogometnega kluba Rudar Trbovlje. Zdaj, če začnemo na začetku, v začetkih pravzaprav nogometne igre v Trbovljah. Vse skupaj se je začelo 24. aprila 1922, ko se je v gostilni Pravdič ustanovil športni klub Zora. Ustanovili so ga takratni delavci osrednjih rudniških delavnic in ta klub smatramo za prvi delavski nogometni klub v Trbovljah. Sicer je že oktobra leto poprej bil ustanovljen športni klub Trbovlje, vendar ga zaradi podpore malce bogatejših meščanov oziroma obrtnikov kasneje po vojni tisti, ki so ustanavljali nogometni klub Rudar Trbovlje, niso vzeli za svojega predhodnika. V tem prvem obdobju med obema vojnama se je v Trbovljah zvrstilo kar nekaj nogometnih klubov. Športni klub Zora je po 2-letnem delovanju bil razpuščen zaradi prvojunijskih dogodkov, ki so se dogajali leta 1924, pohoda Orjune v Trbovlje, in zaradi suma političnega delovanja članov kluba je bil s strani oblasti klub razpuščen. V tem obdobju sicer, kot sem že omenil, deluje športni klub Trbovlje, ki je v Trbovljah tudi odigral prvo nogometno tekmo na bivšem Volajevem travniku oziroma na prostoru, kjer tudi danes stoji nogometni klub Rudar. Poleg teh dveh klubov se je leta 1926 osnoval delavski športni klub Svoboda, ki je združeval igralce nekdanje Zore in telovadnega društva Svobode. Ker pa je bilo s strani oblasti rečeno, da v Trbovljah ne smeta biti dve društvi z enakim imenom, torej Kulturno društvo Svoboda in pa Športno društvo Svoboda, se je moralo to športno društvo preimenovati in preimenovalo se je v športni klub Amater. Amater je veljal za najboljši predvojni nogometni klub v Trbovljah. Dal je kar nekaj dobrih igralcev, ki so konkurirali najboljšim. Tik pred začetkom druge svetovne vojne pa je na primer porazil tudi Športni klub Ljubljano, ki je veljala za glavnega favorita za osvojitev slovenskega prvenstva. Športni klub Amater je tudi zgradil igrišče leta 1934 na današnji lokaciji štadiona Rudar, tako da že kar dolgo tradicijo ima ta lokacija, kjer se igrajo nogometne tekme. Poleg teh klubov, ki sem jih do zdaj naštel, so bili v Trbovljah aktualni tudi Športni klub Dobrna, Športni klub Retje in pa mnogi tako imenovani divji mladinski klubi, ki so združevali mladino po kolonijah. Ti klubi so bili sicer neregistrirani, neuradni, so pa imeli kar nekaj pripadnikov in ti člani kluba so kasneje, ko so prerasli te okvire mladinskih klubov, prišli v uradne klube. Po začetku druge svetovne vojne na Slovenskem je večina fantov odšla v partizane, vendar je okupatorju vseeno uspelo sestaviti
kakovostno ekipo, ki je igrala pomembno vlogo na območju tedanje Spodnje Štajerske. Tudi obstajajo zapisi, ki pravijo, da je SG Trifajl osvojil naslov jesenskega prvaka Spodnje Štajerske, tako da lahko rečemo, da tudi med vojno se je tukaj igral nogomet. Po drugi svetovni vojni, natančneje 25. avgusta 1945, pa je potekal ustanovni občni zbor Športnega društva Rudar Trbovlje, ki je združeval 13 sekcij. Na začetku ena izmed teh sekcij je bila tudi nogometna sekcija, ki je bila kasneje tudi najbolj množična in najbolj uspešna. Svoje domovanje je imel nogometni klub Rudar Trbovlje na bivšem igrišču predvojnega amaterja, ki se ga je preuredilo in kmalu so se lahko na njem začele igrati uradne tekme. Tudi v prvi ediciji slovenskega prvenstva leta 1946, ki ga je osvojila Lendavska Nafta, je bil Rudar ena izmed ekip, ki se je borila za naslov slovenskega prvaka. Kasneje se je začelo delati tudi z mladimi, kar se pozna na več osvojenih mladinskih naslovov, mladinskih prvakov, tudi pionirskih prvakov. Tudi člani so nizali velike uspehe, tako so leta 1949 na primer osvojili zimski pokal Nogometne zveze Slovenije, ko so v Mariboru premagali Mursko Soboto. Potem leta 1952 so osvojili slovenski republiški pokal, ko so premagali Vipavo. Hkrati pa so v tem letu tudi igrali v drugi zvezni ligi, kar je bil v tistem času velik uspeh, saj je to na primer uspelo le še ljubljanskemu Odredu oziroma kasnejši Olimpiji. V tem času je Rudar vseskozi nastopal v prvi slovenski ligi, kar nekaj rekordnih desetletij, nikoli ni nazadoval v kakšen nižji rang tekmovanja, kvečjemu je samo napredoval v višji rang tekmovanja, torej na medrepubliški nivo, jugoslovanski nivo. Vseskozi se je dobro delalo z mladimi, tudi nekaj znanih nogometašev, kot so Jože Zagorc, Vili Ameršek, Peter Ameršek, je izšlo iz trboveljskega Rudarja. Vsi so kasneje nadaljevali svojo kariero pri Olimpiji, kjer so si svojim delom, svojimi igrami priigrali status legend in jih še danes mnogi prepoznajo in cenijo njihov doprinos k uspehom nogometnega kluba Olimpije. Rudar pa je svojo pot tlakoval predvsem z delom na mladih in domačih igralcih. Tako je v zlatem obdobju v 70. letih kar trikrat osvojil naslov republiškega prvaka. Prvič v sezoni 71-72 pod vodstvom trenerja Leopolda Opresnika, še ene legende trboveljskega nogometa, je prvič dvignil pokal za republiškega prvaka, se uvrstil v drugo zvezno ligo, žal izpadel, nazadoval v prvo slovensko ligo, zopet osvojil naslov republiškega prvaka, zopet napredoval, ampak žal se ni mogel finančno kosati z mnogo bogatejšimi in bolj organiziranimi klubi. Pri tem velja omeniti vseskozi alfa in omega trboveljskega nogometa je bil gospod inženir Alfred Petrič, ki je s svojim trudom doprinesel k temu, da je bil Rudar Trbovlje viden na nogometnem zemljevidu. Bil je dolgoletni predsednik, funkcionar, najbolj markantna oseba v zgodovini trboveljskega nogometa, kar se tiče teh zadev. Svojim delom, trudom, željo je pomagal, da je Rudar nizal uspehe na vseh področjih in v vseh starostnih kategorijah. Tako Rudar je potem zadnjič osvojil republiški naslov v sezoni 78-79, ko ga je vodil s klopi kasnejši selektor slovenske reprezentance,
profesor dr. Zdenko Verdenik. Tudi to je bila ena takšno lepo popotovanje, kot nam je zaupal Verdenik, da so malce nenadejano osvojili naslov republiškega prvaka, ampak so s svojimi igrami dokazali, da si to zaslužijo. Sicer je kasneje zopet sledil izpad iz druge jugoslovanske zvezne lige Zahod, vendar je vseeno kar nekaj igralcev pustilo tako velik pečat, da so lahko nastopali tudi za amatersko reprezentanco Slovenije, kjer so osvojili tudi lovoriko bratstva in enotnosti. Po osamosvojitvi je sledil nekakšen rezultatski padec po zatonu zasavske energetike, tudi finančno ni bilo več takšne podpore, kot je bila nekdaj prisotna pri trboveljskem klubu. V rezultatskem smislu se je to začelo odražati z izpadom v prvi sezoni po osamosvojitvi, ko je Rudar prvič v zgodovini izpadel iz prve slovenske nogometne lige in nazadoval v drugo ligo. Žal se mu do danes ni uspelo pobrati. Kar nekaj let je potem nastopal v drugi slovenski ligi, bil blizu uvrstitvi v najvišji rang tekmovanja, vendar je ob koncu tisočletja sledil nov padec, in sicer nazadovanje v tretjo slovensko ligo, kasneje pa tudi na regionalno raven, kjer nastopa še danes. Ne glede na to, da se v rezultatskem smislu v zadnjih 30 letih žal Rudarju ni uspelo uvrstiti na najvišji nivo, na državnem nivoju, pa je vseeno Rudar dal kar nekaj znanih igralcev. Med drugim velja izpostaviti Klemna Lavriča in Miša Brečka, oba nekdanja slovenska reprezentanta. Klemen Lavrič tudi v svojem obdobju pri reprezentanci nekaj časa kapetan, Mišo Brečko 77 nastopov, član zasedbe, ki je nastopala leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, bil pomemben igralec za tedanjo ekipo. Oba sta nam za razstavo tudi posodila reprezentančna dresa. Poleg tega pa na pomen nogometa za lokalno skupnost lahko vidimo tudi prek navijačev, ki se redno, ne glede na rang tekmovanja, udeležujejo tekem, včasih tudi gostovanj. Pri tem velja izpostaviti zasavski derbi z Zagorjem, ko se na štadionu Rudarja zbere okrog 1000 gledalcev ali pa še kakšen več, kar nam lahko zavidajo tudi prvoligaši. Zdaj, ne glede na ta toplo-hladna obdobja v zadnjih 30 letih je v Trbovljah nogomet še vedno močno prisoten, kar se kaže na rednem vpisu mladih. V Trbovljah trenira okrog 200 otrok in mladostnikov in to kaže na to, kako je še danes nogomet močno prisoten v vsakdanjem življenju Trboveljčanov.